Danes je z mano v studiu Barbara Krajnc-Audič, igralka in dramska pedagoginja na SVŠ Google, kar izgleda kot najbolj carska ljubljanska srednja šola z najdaljšim imenom. Danes bomo govorila o igralski tehniki in čustvenem spominu. Barbara, živjo. Živjo. Barbara, a mi lahko najprej na kratko poveš, kaj je pravzaprav igralska tehnika in a obstaja več kot ena? Ja, igralska tehnika je v bistvu postopek učenja igre. Tako kot obstajajo tehnike risanja, tehnike muziciranja, obstajajo tudi igralske tehnike in vsem tehnikam je v bistvu skupen trening. In pri igralskem treningu gre za ene določene igralske vaje, ki jih igralec trenira, z njimi trenira svoj inštrument, da postane boljši igralec. Zdaj, današnja oddaja je v spominu in vi pri igranju uporabljate čustveni spomin. Kaj točno je to? Ja. No, igralec vedno v bistvu, ko uteleša neko vlogo, ko dela na neki vlogi, dela na treh nivojih. Na mentalnem nivoju, na čutnem, fizičnem nivoju, pa na čustvenem nivoju. In čustven spomin v bistvu spada v polje doživljanja. Kaj pa to pravzaprav pomeni? Zdaj, to se nekako vključuje v igralsko tehniko. Kako točno? Na ta način, da v bistvu prikličeš nek spomin. Se pravi nekaj, kar si že enkrat v preteklosti občutil, da se ti spomniš? Seveda, ampak ne gre vedno za isti dogodek, v bistvu gre tudi za neko kombinacijo dogodkov. Preko nekih svojih petih čutil ti prikličeš nek spomin, zato se tudi reče čustveni spomin. In tukaj v bistvu ne gre za neko aktualno čustvo, ki se zdaj dogaja v tem trenutku, ampak gre za neko čustvo, v bistvu, ki si ga ti potegnil iz svoje preteklosti in v tem trenutku zate ni več tako travmatično. Razumem. Zdaj, ti kot igralka in dramska pedagoginja ti verjetno lahko svetuješ nekemu mlademu, nadebudnemu, 32-letnemu igralcu, ki se lahko nauči te tehnike. Ja, pri nas obstaja kar nekaj šol. Mislim, jaz najbolj poznam recimo igralsko šolo bratov Vajevec, oni delajo po metodi Lija Strasberga. Potem obstaja dramska šola Satirikon, oni delajo po metodi Stanislavskega. Tukaj gre za v bistvu dramske tehnike nastopanja. Super, Barbara, zaenkrat najlepša hvala. Vi pa si lahko nadaljevanje tega intervjuja, kjer bova govorila predvsem o tem, kako je biti igralec v Sloveniji, najdete na YouTube kanalu Osvežilna fronta. Se vidimo.